Dobro jutro iz Mariborskega nabrežja, tukaj je Valentin, ura je 6:30, večkrat oblačno je danes, ker včeraj deževalo in tudi danes boš najbrž spet začelo čez nekaj ur, tako da je fino, da zjutraj ne dežuje in da lahko v miru snemam. No, danes bom pa govoril o razliki med iskrenostjo in samoiskrenostjo. V procesu notranje preobrazbe je iskrenost ključnega pomena. Ampak kaj je zdaj ta samoiskrenost, iskrenost do sebe v primerjavi z klasično iskrenostjo? Vsi rečemo, ja, fino je biti iskren in potem v komunikaciji z drugimi ali lahko se ustrašimo in ne povemo tisto, kar mislimo, poskušamo skriti naše misli, naše občutke, ker se bojimo posledic, kaj bojo drugi si potem mislili o nas, kaj bojo potem naredili, če jim nekaj povemo. In potem lahko zadevo skrivamo v nedogled ali pa se potem enkrat opogumimo in rečemo, kaj si mislimo in kaj si čutimo. En tak primer je recimo tipično, se zaljubiš v eno punco, ti je kakšna punca všeč, greš in začutiš neke, stalno razmišljaš o njej, začutiš občutke, ki jim rečeš lahko ljubezen, potem te je pa strah, to punci povedati in se dolgo časa skrivaš. Imaš take metuljčke v želodcu, mehke noge in odlašaš s temu in seveda si hočeš, da bi ta punca bila informirana o tem, kaj si v njej misliš in kaj si čutiš v njej. In končno potem izbereš dovolj poguma, greš do nje in rečeš ti, veš kaj, meni si pa všeč, jaz pa stalno mislim o tebi, take fajne občutke imam, ti povzročaš to, ti si odgovorna za moje občutke, ker si tako lepa, in potem to poveš, si pač iskren do nje. No, ali pa tudi, drug scenarij, ko ti nekaj ni všeč, ko te nekaj jezi in potem tudi želiš to povedati in greš do človeka, ki te razjezi in ti reče, veš kaj, jaz si pa o tebi mislim to in to in sem zelo jezen na tebe in si potem na ta način iskren do njega. No, kar pa je tukaj v teh procesih spregledano je to, da ljudje običajno jemljemo misli in čustva kot nekaj primarnega. Torej, pojavilo se je, misli so del mene, čustva so del mene in sedaj enostavno samo na osnovi tega naprej reagiram, delujem. Nihče pa ne razišče, od kod prihajajo misli, kaj je njihov pomen in kaj so čustva. Če pa povečamo to stopnjo iskrenosti, ki jo imenujemo tudi samoiskrenost, torej da smo iskreni ne samo v tem, kako mi doživljamo zunanji svet, ampak če pogledamo v svoj notranji svet in začnemo raziskovati, se spraševati, od kod pa se je pojavila ta misel, zakaj se je ta misel pojavila in pa kako se je pa pojavilo to čustvo, ta občutek. In tukaj pa govorimo o samoiskrenosti, torej o iskrenosti do sebe. Kajti misli niso del naše kreacije. Večina misli so proizvod nekih prepričanj ljudi iz naše preteklosti, iz okolice, iz medijev, ki smo jih sprejeli v sebe. In misel se avtomatično pojavi v umu in če jo avtomatično sledimo, potem jo šele naredimo za našo, v resnici pa ni naša. In zato je nujno, da se vedno vprašamo, od kod je neka misel prišla, kaj je njen namen in kakšne so posledice, če sledim tej misli.
Nekateri vidijo rešitev v tem, da delujejo enostavno tako, da se odzovejo na prvo misel, ki se pojavi v umu. Češ, da je problem v družbi, ker potem nekaj razmišljamo, se pojavi prva misel, potem pa se kmalu pojavi še druga, pa tretja, pa četrta, ki govori v nasprotju z prvo mislijo. In da je enostavno potrebno takoj delovati iz sebe na osnovi prve misli, ampak noben se pa ne vpraša niti, odkot pa ta prva misel tudi prihaja. Ker mislijo, da tista prva misel je del tistega našega pravega jaza, našega resničnega jaza, naše pristnosti ali božansko sporočilo ali duhovno sporočilo, kakorkoli že. No, še večja skrivnost je pa to, ko sledimo občutkom, ko se pojavijo neki občutki, nihče pa ne ve, da v ozadju slehernega občutka je neka misel. Občutek je šele posledica, je reakcija, ki se sproži na osnovi neke misli. Ker občutek je vedno konflikt, je posledica trenja, notranjega trenja, je energija, ki se ustvari kot konflikt notranji, zaradi tega, ker dopuščamo neko misel, ki ni v skladu z principom enosti in enakovrednosti, ki ne podpira življenje kot enakovredno, ampak ustvarjamo konflikt med našim umskim prepričanjem in med našo realnostjo. Zato bomo v naslednjih videoposnetkih še majčkeno te stvari raziskali, ozavestili, pričeli odkrivati, odkot prihajajo misli, odkot smo jih sprejeli v sebe in jih analizirali. Zaenkrat bo to vse, se vidimo jutri. Lepo se imejte, čau, čau.